Gajser v Arnhemu na Nizozemskem četrti, Jan Pancer odstopil zaradi poškodbe. V Pardubicah na Češkem Sven Cerjak drugi na tretji dirki državnega prvenstva za 250 kubične motorje. Prvič v karieri na speedway dirki in to med samimi fanti je tekmovala Tija Zorko. AMZS center varne vožnje na Vranskem je bil prizorišče četrte dirke sezone državnega prvenstva Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Prav tako na Vranskem so člani AMD Domžale pripravili tudi četrto preizkušnjo sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu. Slovenska mladinska reprezentanca v enduru je v Italiji vozila na tekmovanju Six Days. Dirkališče Slovakia Ring je gostilo šesto dirko sezone državnega prvenstva Slovenije za cestno-hitrostne motocikliste. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Velika nagrada Nizozemske v Arnhemu je bila 17. dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v letošnji sezoni. V razredu MXGP sta na njej slovenske barve branila Tim Gajser in Jan Pancer. V kvalifikacijah je Gajser zasedel 5. mesto. Pancer, ki si je predtem na prostem treningu pri padcu izpahnil levi palec, pa je bil 26. Na mehki mivki proge Motorpark Gelderland-Miden sta obe nedeljski vožnji za slovenska predstavnika pomenili velik izziv. Gajser je vozil zelo dobro in spomnil, da lahko tudi na mehki podlagi poseže v boj za najvišja mesta, čeprav je na koncu v cilj pripeljal 6. Pancerja pa je poškodba močno ovirala in je vsled bolečin odstopil po 5 krogih ter končal s tekmovanjem. Vožnjo je dobil Jeffrey Herlings. Tudi druga vožnja je bila v znamenju zmagovalca prve. Na domačem terenu je bil Herlings nepremagljiv, čeprav se mu je v finišu Lukas Kunen močno približal. Gajser je vnovič vozil zelo dobro in je ciljno črto prečkal 3. Skupno na dirki je pristal tik pod odrom za zmagovalce, na 4. mestu. V razredu MX2 je vozil tudi Jaka Peklaj. 18-letni voznik z Dolenjske je imel tokrat novo učno uro v vzdržljivosti in vožnji v mivki, ki je ni vajen. V kvalifikacijah je zasedel 23. mesto. V prvi vožnji v nedeljo je bil na to mesto boljši. V drugi pa je z 20. mestom prišel do nove točke za skupni seštevek, v katerem ima zdaj 3 točke. Dirko je sicer zanesljivo dobil domačin Kai de Wolf. Ovalna steza Speedway stadiona v Pardubicah je bila prizorišče tretje dirke državnega prvenstva v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih za starostno skupino od 12 do 16 let. V mednarodni druščini voznikov iz Češke, Slovaške in Francije sta tekmovala Sven Cerjak in Gregor Zorko. Ter tudi prva slovenska Speedway voznica Tija Zorko. Od malega sem že ta šport spremljala vse in smo hodili tudi na treninge, pol pa sem šla enkrat pač probati in mi je ratal ful všeč in sem začela hoditi, tudi opremo smo nabavili in pol se je začelo. 13-letnica se je pogumno kosala s fanti, v vseh vožnjah se je pripeljala do cilja. Zadovoljna sem z rezultatom, glede na to, da je bila prva dirka, je čisto okej, za eno točko sem zadovoljna. In gremo naprej, pač z več dirk in boljše bo. Boljše bo tudi za Gregorja Zorka, ki je v svoji tretji vožnji padel in prejel močan udarec v nogo, kar je pomenilo, da zaradi bolečin ni več sedel na motor. Glavno orožje je ostal Cerjak, prvi po rednem delu.
Med dirko sem imel okvaro motorja, tako da sem pred finalom mogel zamenjati motor. Treba se bilo potruditi, skoncentrirati. Na koncu rata prijeti mi na stopničke. Zmago si je privozil domači voznik Čeh Karel Pruša. Tretje mesto pa je zasedel Slovak Marek Ziman. Sem vesel, da sem prišel na drugo mesto, ker to je državno prvenstvo. Tukaj šteje vsaka točka, kjer ti bo na koncu prinesel državnega prvaka. Ta bo znan 18. oktobra, ko bo zadnja dirka prvenstva znova v Pardubicah. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Varno po ravnini, varno ob nagibih motorja. V AMZS centru varne vožnje na Vranskem so tečaje varne vožnje zamenjali dirkači. Kljub dirkam državnega prvenstva Slovenije v mini cestno hitrostno motociklizmu pa je bila še vedno v ospredju varnost. Mladeniči med polaganjem ovinkov niso poznali strahu, dirkač z največ izkušnjami pa je bil Kristjan Možina. Še četrtič letos je pobral vseh 50 prvenstvenih točk. Ene par jih je padal, pa to je moj četrti pokal. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Žan Vodeb in novinec na slovenski dirkaški sceni Nejc Farkaš. Še več dirkaškega znanja so prikazali fantje v razredu Mini Moto 14, kjer sta se za čast in slavo pomerila letošnji favorit za naslov prvaka Jakob Štiftar in Aleksander Pratavjera. Italijan, sicer evropski prvak v Mini Moto 50, se je moral zelo potruditi, da se je otresel pritiska talentiranega slovenskega dirkača. Na koncu je šla zmaga v Italijo, drugi je bil Tim Komel, Štiftar, ki je v prvi vožnji padel, pa se je tolažil s skupnim tretjim mestom. Le piste molto lunghe e si rischia molto di rompere i motori, quindi si deve stare attenti anche. V kraljevi kategoriji minimota je imel status favorita Kaj Zupan Vehabovič, toda padec v prvi vožnji in težave z verigo sta ga izločili iz boja za zmago z Janom Poropatom. Primorec je prišel še do tretje letošnje zmage. Konkurenca je hitra, mladi, lahki vozniki in so zelo hitri. Bilo je težko, saj ravnice so dolge, ampak smo se potrudili čim boljše in z malo sreče smo tudi zmagali. Drugo mesto je pripadlo Matjažu Marovtu, tretji pa je bil Luka Lenko. V razširjeni konkurenci voznikov skuterjev je tudi na četrtem prizorišču državnega prvenstva premoč na tekmeci pokazal Andrej Ramšak. Boljši je bil drugovrščenega Marina Di Lenarda in tretjega Matije Juriše. Bilo je zelo v redu, sploh ker je bilo mešano z Hrvati, tako da je bilo veliko konkurence. Edino, kar je bilo, ravnica je bila pa danes res malo dolga, ostalo je bilo pa super. Med tistimi, ki najnižje položijo svoje motocikle, je v razredu Mini GP10 zmagal mladi up hrvaškega motociklizma Ivano Tadić. Pa zadovoljan sam, zato što sam pobjedio, koristio sam svoj maksimum i uspio biti prvi. Najbolj se mu je približal Matija Kodarin, ki je bil najboljši Slovenec z dvema drugima mestoma. Tretji je bil tokrat Sebastian Sehić. Tudi v konkurenci razreda Mini GP12 je zmaga odšla k našim južnim sosedom. Prvega mesta se je veselil Perica Petrič, domačo čast je z drugim mestom obranil Anže Rupnik. Veliko zanimanje je bilo tudi za dirko Supermota, v kateri je Andraž Osenk-Drčar prišel do zmage. Serijski zmagovalec letošnjih dirk Neo Habjan je v drugi vožnji padel in tako skupno končal na tretjem mestu. Med oba slovenska dirkača se je vrinil Filip Cejić. Zelo dober sem v štartu, tako da sem si pa lahko priboril neko prednost in sem to prednost sam vzdrževal in to je to. Odlične vožnje vseh dirkačev na Vranskem so pokazale, da je prvenstvo še povsem odprto in da bo napeto vse do konca letošnjega tekmovalnega leta, ki se bo tradicionalno v drugi polovici septembra sklenilo na poligonu v Vrtojbi.
Medtem ko so na stezi AMZS centra varne vožnje drveli motorji za točke državnega prvenstva v minicestno hitrostnem motociklizmu, je del članov AMD Domžale v neposredni bližini organiziral tudi vožnje 4. preizkušnje sezone za državno prvenstvo Slovenije v trialu. Voznike in voznice je čakalo 5 sekcij, ki so jih morali prevoziti v 5 krogih v časovnem oknu 4 ur. V najtežji kategoriji T1 je vnovič izvrstno vozil Lovro Setnikar. Današnja tekma mi je bila bolj zahtevna, kot sem pričakoval. Naredil sem ene par res neumnih napak, ki bi jih lahko tudi popravil in bi dobil manj točk. 13-letni voznik, ki letos dosega zelo lepe rezultate v mednarodni konkurenci v Evropskem pokalu, je kljub nekaterim napakam izvrstno obvladoval motor na ovirah, ki so marsikomu jemale dih. Zdaj imam še eno evropsko tekmo v Italiji in se bom čim bolj pripravil, da tiste dele, ki mi niso šli, da jih bom popravil in da jih bo šlo. Ne glede na napake se je veselil prepričljive zmage v kategoriji trial mladinci za državno prvenstvo pred Sebastianom Sikovškom, ki je tekmoval v razredu T3 oziroma rumeni kategoriji. Na sekcijah postavljenih za tekmovalce v modrih brezrokavnikih s številkami na prsih in hrbtu je bil tokrat najboljši Marino Belušček. Sem zadovoljen, da naša dirka je šla dokaj tekoče, začel sem malo bolj previdno, ampak je steklo. Malce sramežljivo si želi stopničko višje v težavnosti. Kakšno dirko bi rad odpeljal v rdeči kategoriji, čeprav smatram, da je vse odvisno od treningov, pravih treningov in pravih prog. Napredek v tehniki. Drugo mesto je zasedel Borut Vipotnik. Tretje na odru za najboljše pa je pripadlo Ines Pezič-Pregrad. Sploh na začetku, ker je bila še malo mokra trava, je bilo malo težje najti prijem. Potlej, ker smo vozili 5 krogov, v bistvu zadnje 2 kroga sta šla že nekoliko boljš. Nepopustljiva voznica triala je vknjižila tudi zmago v konkurenci žensk za državno prvenstvo. Jaz sem imela največ težav v bistvu z 2 zelo visokima betonskima kockama, ostalo nekako smo, rekla, pogurali čez, no. Tako da vsak krog boljše, počasno napredujem. Tudi vrstni red v absolutni kategoriji za državno prvenstvo je bil enak tistemu v razredu T2. Prvi Belušček, drugi Vipotnik in tretja Pezič-Pregrad. Največ tekmovalcev je tokrat vozilo v rumeni kategoriji T3. Čez postavljene sekcije je najbolj suvereno in z najmanj napakami vozil Mirko Mežek. Današnji nastop sem kar zadovoljen. Sekcije so bile kar sorazmerno dosti težke, zapletene, ampak nam je pa vreme kar šlo na roke, tako da nam je malo sonce posušilo vmes, tako da smo z majhnim točkam prišli do konca. Drugo mesto si je privozil Sebastian Sikovšek, tudi drugi med mladinci za državno prvenstvo. Tretji po številu kazenskih točk med nosilci rumenih brezrokavnikov je bil Marcel Selič. V kategoriji T4 sta vozila mlada trial upa Tinkara Mes in Tine Primožič. Oba sta se pogumno in brez strahu lotevala postavljenih sekcij. Najtežja mi je bila druga sekcija. Tam je bilo ful težko, ko si prišel dol iz palete, si mogel ful hitro zaviti in nazaj na neko betonsko ploščo. Na koncu je Tinkara Mes storila manj napak ter si privozila zmago tako v beli kategoriji kot tudi kategoriji trial otroci, ki šteje za državno prvenstvo. Sekcije so mi bile bolj težje, kot sem mislila. Lahko popravim, da malo boljše zavijanje, pa ravno težje. Tudi dvakrat drugi Primožič je bil s svojimi vožnjami zadovoljen. Do konca sezone državnega prvenstva čakajo voznice in voznike še 3 preizkušnje. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Bergamo v Italiji je gostil eno najzahtevnejših preizkušenj sezone v enduru. Slovenijo je na tekmovanju z imenom Six Days zastopala slovenska mladinska reprezentanca. Sestavljali so jo Gal Hauptmann,
Nik Podobnik in Nace Jelenc. Vodja ekipe pa je bil Toni Podobnik. Upam, da nam bo šlo dobro, brez večjih težav. Fantje so se v zahtevnih specialnih etapah in transferjih do teh specialov s tekmeci iz še 16 reprezentanc merili zelo pogumno. Na prvem specialu sem bil kar malo zgubljen, ker je to nova preizkušnja zame in se še nisem nikoli preizkusil v tako močni konkurenci. Trasa je bila zelo razgibana, ampak še vseeno sem uspel čez cel dan držati neko konstanto ritem. Slovenska trojica je vozila racionalno in v okviru svojih zmožnosti ter sposobnosti. Skupno smo prišli na 9. mesto med državami v junior. Tako da upam, da bojo še več takih dni. Gledamo naprej. Pri tem se slovenski fantje niso pretirano ozirali na vreme, ki je skrbelo, da se je oprijem podlage iz dneva v dan spreminjal. Speciali so bili že zelo uničeni in zlupljeni. Sicer sem se prvo krog lovil, ker je zelo drsel, ampak drug krog mi je šlo zelo boljše. 4. in 5. dan si je slovenska trojica privozila nekaj zaostanka, ki je Slovenijo skupno potisnil na 10. mesto. Nažalost je Jelenc 6. dan na preizkušnji, ki je potekala na motokros stezi, še padel in si zlomil ključnico. Za nameček pa so mu ukradli še oba motorja. Prišli smo do konca, z ekipo smo odpeljali super, prišli smo na konec do 10. mesta. Vsi smo zadovoljni, z ekipo smo super sodelovali, cel teden je bila dobra volja, cel teden smo se spodbujali. Je na koncu podal oceno najstarejši v slovenski vrsti 20-letni Gal Hauptmann. S tokratno izkušnjo bodo vsi trije lahko morda že čez leto dni na tem tekmovanju še malce dvignili letvico ekipnih mednarodnih dosežkov slovenskega endura. Ste se kdaj vprašali, ali lahko motocikl pluje? Pravilen odgovor je ne, vendar na Slovakia Ringu so bili dirkači državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu tik pred tem, da bi deskali na valovih. Močno sobotno in nedeljsko deževje je slovaško dirkališče spremenilo skoraj v olimpijski bazen, zaradi česar je stoječo vodo steze spihoval čistilni traktor. Ko je bila steza očiščena, luž in dovolj varna za dirkanje, se je začela zabava na dveh kolesih. V ospredju sta bila glavna akterja letošnje sezone razreda Superbike, Boris Kogovšek in Aleš Brzin, ki sta prikazala solidni vožnji v zahtevnih razmerah. Po 10 krogih je ciljno črto še 4. letos prvi prečkal Kogovšek in si dirko pred koncem sezone zagotovil naslov državnega prvaka. Boljš ne bi mogel biti. Najprej me je bilo sicer strah dežne dirke, ampak po teh prvih parih krogih sem videl, da bo to šlo in sem rekel, dajmo. Koliko sem že prejšnjič rekel, ne? Če delaš stvari s srcem, lahko uspeš na marsikaterem področju in sem se držal tega. Za dirkača iz Sinje Gorice je bil to prvi naslov prvaka in prvi je vedno nekaj posebnega. Jaz mislim, da se jih še ne dojemam sploh. To je čistko, zmagal sem, ampak mislim, da bo prišel še za mano. No. Kogovšek je tako preprečil Brzinu, da bi ponovil lanski uspeh, celotno sezono je bil dosleden, na zadnji dirki pa taktično boljši. Jaz bom še vsem tako rekel, pravim, da je to še vsem sreča malo. No. Poleg je tudi znanje, ampak mogoče je bilo včasih res malo več sreče. Žal, spustil sem eno dirko, ker sem nastopil na svetovnem prvenstvu. Tam sem izgubil 25 točk, kar je tudi botrovalo k temu, da sem letošnjo prvenstvo končal na 2. mestu. Žal, tako tudi pride. Na zmagovalnem odru se jim je pridružil še Aleš Kobe, ki je bil na Slovakia Ringu 3. Po voznikih razreda Superbike so se na stezo odpravili še tekmovalci v konkurenci Supersport 600, ki pa so bili še pred zahtevnejšo nalogo. Dirkali so z gumami za dež in to na asfaltni podlagi, ki se je sušila hitreje, kot se je pričakovalo.
Benjamin Bele se je v tej situaciji najbolje znašel. Večkrat je bil na meji padca, a je vseeno varno pripeljal v cilj za prvo in dolgo pričakovano zmago v državnem prvenstvu. Fenomenalni, odlični, sploh tako težki dirki. Zelo zahtevno. Gome so mi že v prvem krogu popustile, tako da smo imeli srečo, da tudi nismo razbili, da se je speljal do konca. Celotno dirko mu je sledil David Vodišek, ki je zasedel drugo mesto, tretji pa je bil Kristjan Cerar. Trenutno so v igri za osvojitev naslova prvaka trije. Vodilni v prvenstvu Enej Logar, ki je še poškodovan, ter Vodišek in Bele, ki za Logarjem zaostajata 8 oziroma 19 točk. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V nedeljo 7. septembra bo na Grobniku predzadnja dirka sezone državnega prvenstva Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. V soboto 13. septembra bo Liberec na Češkem gostil četrto dirko državnega prvenstva za mlade voznike speedwaya od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih. V nedeljo 14. septembra bodo članski vozniki speedwaya v Mureku v Avstriji vozili prvo dirko za točke državnega prvenstva Slovenije.